Dobrodošli nazaj. Švicarska centralna banka je znižala obrestno mero, enako tudi brazilska, a svet drvi proti recesiji, medtem ko ZDA ohranja blišč in pušča ključno obrestno mero nespremenjeno. Dolar znova pridobiva svojo moč in delniški trgi dosegajo zgodovinsko najvišje vrednosti. Z bitcoinom in trgovanjem ob zgodovinskih vrednostih letega se povečuje tudi električna poraba, evropski voditelji pa nasploh podpirajo jedrsko energijo in gradnjo novih elektrarn. Jedrskih okoljevarstveniki pa svarijo pred nevarnostmi. Čas je za finančni svet in v studiu se mi bo pridružil kolega Adi Omerovič. Adi, en lep pozdrav. Pozdravljaj, Gregor. Kje začeti? Morda pri ameriškem delniškem trgu za vlagatelje ostaja še vedno najbolj priljubljen, kljub temu, da imajo izjemno visoke obresti, ne? Tako, torej, guvernerju ameriške centralne banke je uspela operacija, celo James Bond bi mu zavidal. Torej, kdor je šortal, pravijo, oziroma stavil, da bo trg padal, se je precej opekel. Spoštovani, lep pozdrav. Šef Feda Jerome Powell ni rezal obrestni mer, ampak je namignil, da bi se to v volilnem letu lahko zgodilo trikrat skupaj za 75 bazičnih točk. To tudi pomeni, da bo prvo nižanje najverjetneje že junija. No, minuli teden sem pokazal tabelo verjetnosti. Kakšno nižanje se napoveduje že za 12. junij in takrat je bil ta odstotek pri 50 odstotkih. Zdaj pa je, če vidite, narastel že na 72 odstotkov. In prejšnji teden, kaj se je zgodilo? Osrednji ameriški indeks S&P 500 je dosegel spet zgodovinsko najvišjo vrednost. V tem letu je zrastel za 10 odstotnih točk. No, vlagatelji so sicer pričakovali, da ameriška centralna banka ne bo nižala obrestnih mer, z novim valom optimizma na trgu pa je poskrbel guverner Feda. My instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw, where all around the world there were long-run rates that were at or below zero in some cases. I don't see rates going back down to that level, but I think there's tremendous uncertainty around that. Revolucija umetne inteligence se komaj začenja. ASML s sedežem na Nizozemskem proizvaja stroje za polprevodnike, no tajski TSMC izdeluje polprevodnike za tehnološkega velikana Nvidia, ki je razvil čip Blackwell. In tik pred tem je, da postane drugo največje podjetje na svetu. Tečaj delnic Nvidia je, kot vidite, od leta 2023 zrastel za 600 odstotkov. Se spomnite pokojnega Steve Jobsa, ko je svetu predstavil prvi pametni telefon. No, Jensen Huang je Steve Jobs naše nove generacije. Na predstavitvi je razkril, kaj obeta nadaljnji razvoj umetne inteligence, ki že rahlo spominja na znanstveno-fantastične filme. People think we make GPUs, and we do, but GPUs don't look the way they used to. This is Hopper. Hopper changed the world. This is Blackwell. We need a simulation engine that represents the world digitally for the robot, so that the robot has a gym to go learn how to be a robot. About the same size. Roboti, ki jih bo poganjala umetna inteligenca, potrebujejo precej več elektrike, kot jo trenutno proizvajamo. V ZDA se je od leta 2008 poraba elektrike v mestih povečala za 50 odstotkov, no, na Kitajskem v enakem časovnem obdobju za 250 odstotkov. Svet potrebuje nove elektrarne, ki so seveda okolju prijazne. Še vedno se namreč kar 60 odstotki svetovne elektrike, no in to pridobivamo iz fosilnih goriv. Svetovni voditelji so prejšnji teden na prvem vrhu o jedrski energiji v Bruslju sklenili, da bomo podnebno krizo reševali tudi s pomočjo jedrske energije. Aktivisti iz Greenpeacea so seveda protestirali in izobesili rožnate transparente z napisom Jedrska pravljica. Nuclear is part of the solution. It is not the solution, but it is part of the solution to fight climate change, to make sure that we have energy independence, to have enough competitiveness in the world of today, where this is crucial. Tudi rudarji Bitcoina potrebujejo vedno več elektrike. Vrednost Bitcoina je v 5 letih zrasla za 1550 odstotkov. Pred
Pred nami je razpolovitev, tako imenovani halving, ki bo dnevno količino še dodatno omejil. Še vedno ostaja uganka, kdo je ustvaril Bitcoin, kdo je Satoshi Nakamoto. Je bil to morda znanstvenik Hal Finney, ki je leta 2014 umrl za boleznijo ALS. Na Satoshijevi denarnici je namreč okoli 1 milijon bitcoinov, kar predstavlja 70 milijard evrov. No, nedavno je angleški sodnik razsodil, da Satoshi Nakamoto zagotovo ni Craig Wright, ki je zahteval vse podatkovne pravice Bitcoin omrežja. Are you Satoshi? Yes. I get it. So you wrote the Satoshi white paper? Yes. And you implemented the Bitcoin block limit? I put a temporary limit in there after being badgered by Mr. Finney. Right. Od digitalnega se pravičujem, preidimo na fizično zlato, ki je v četrtek doseglo zgodovinsko najvišjo vrednost, vendar je v 5 letih za razliko od Bitcoina višje za slabih 70%. In glavni kupec zlata so centralne banke. Lani so ga skupaj kupili okoli 1000 ton. Največ zlata je kupila Kitajska. V zadnjem finančnem podcastu sem z ekonomistom Andrejem Paškrabo razpravljal tudi o tem, če je zlato bolj uporabno kot Bitcoin, če bi, na primer, zmanjkalo elektrike. Če pa živiš v razvitem svetu, kjer pridobivanje energije ni problem, imamo vse pogoje, razen pač, če ne naredimo neke vojne, kjer uničimo vse v bistvu kapacitete za proizvodnjo pa ohranjanje energije, ja, pol pa pač Bitcoin ni dober, ne? Ampak takrat bomo imeli druge probleme, a veš, boš pač skrbel, a boš jedel vsak dan, ne, a boš imel neko prosperiteto v življenju, ne. Svet portfelj je v pol leta višji za dobrih 9%. Najboljša naložba v našem portfelju je Disney. Ampak pozor, jutri delnice prodajamo. Dosegli smo vrh. Na drugem mestu je sklad, ki sledi ceni Bitcoina. Minuli teden smo dodatno zvišali izpostavljenost v svetovnem dividendnem ETF-u VGVE. Spet investiramo v majhna in srednje velika ameriška podjetja skozi ETF ZPRR, ki sledi Russell 2000. Povsem nov ETF sklad z 10% pozicijo, ki ga imamo v portfelju, je EXXY in on sledi različnim surovinam. Podrobnejšo analizo portfelja in novih naložb objavim jutri v finančnem komentarju na spletni strani 24ur.com. Adi, odlično, ne grejo mi iz glave tisti roboti Nvidia, ampak morda najprej vprašanje, kaj nas čaka v finančnem podcastu ta teden. Roboti z umetno inteligenco zaenkrat še ne prideta, pa finančni analitik Nikola Maljković in upravljalec premoženja Simon Skupin. Čas je za zelo poglobljeno mesečno analizo našega portfelja, ki seveda služi zgolj boljšemu informiranju in ne predstavlja finančnega nasveta. Spoštovani, hvala lepa za vašo pozornost in uspešen teden vam želim še naprej, seveda tudi tebi, Gregor. Adi, najlepša hvala in se vidimo in gledamo že ta teden na podcastu in drug teden v studiu. Hvala. Hvala lepa.